Dobro, ugotavljam, da je ura 3 in lahko pričnemo z delom. Dobrodošli na 24. redni seji občinskega sveta. Po točko 1 ugotavljamo sklepčnost. Prisotnih 18 svetnikov, 3 upravičila, 1 pa še druga. Hvala, torej lahko nadaljujemo z delom. Lep pozdrav. Torej potrditev dnevnega reda 24. redne seje. Sam nimam sprememb k dnevnemu redu, tako da dajem v razpravo predlagan dnevni red z 11 točkami. Če ni razprave k dnevnemu redu, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje dnevni red 24. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 za, glede na prisotnost to soglasno. Tretja točka, obravnava in potrditev zapisnika 23. redne seje. Ta zapisnik ste prejeli v pisni obliki s sklicem seje in odpiram razpravo k zapisniku. Če ni razprave pri zapisniku, predlagam sklep, ki se glasi: Občinski svet potrjuje zapisnik 23. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? 18 soglasno. Četrta točka, poročila in drugi dokumenti. 4.1. Poročilo izvrševanja sklepov 23. redne seje je v pisni obliki. 4.2. Letni program dela nadzornega odbora je tudi v pisni obliki, če ga želi predsednik posebej predstaviti. Predsednik nadzornega odbora, gospod Štefan Šumah. Potem imamo končno poročilo nadzornega pregleda investicije Plazdom, 4.4. končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja koroških lekarn, 4.5. končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja osnovne šole Prežkega Oranca ter 4.6. poročilo o projektih sanacije. Tu prosim podžupana Erjavca, da poroča o delu med sejama oziroma o projektih sanacije. Prosim, ja. Hvala lepa za besedo. V tem obdobju med dvema sejama seveda bistvenih premikov na področju investicij, kar se tiče GOI del, ni bilo razumljivo, kajti vreme je bilo takšno, da se ni dalo delati. Bi pa jaz nekako vseeno predstavil vse te številke sanacij, vse od teh katastrofalnih poplav naprej. Skratka, po predhodnem programu iz leta 2024 je občina Ravne na Koroškem realizirala 14,6 milijonov evrov investicij. V letu 2025 po predhodnem in rednem programu je bilo realizacije teh investicij za 19,6 milijona. Imamo prenesenih sredstev za leto 2026 8 milijonov evrov, to so vsi tisti zahtevki, vsa tista dela, ki jih dejansko prenašamo, ki jih nismo zaključili v 2025, pa jih bomo seveda zdaj v letu 2026. Hkrati pa pripravljamo dokumentacijo, vso potrebno dokumentacijo, vse potrebne postopke za cirka 9 milijonov investicijskih del. Zdaj številke same po sebi seveda povejo ogromno. Če izhajamo iz dejstva, da je naš največji proračun bil do zdaj nekje okoli 20 milijonov evrov, so seveda te številke, oziroma te številke dejansko povejo več, kot sploh lahko kdokar reče. Skratka, z temi deli bomo zdaj, ko se je izboljšalo vreme, tudi nadaljevali. Začnejo se GOI dela, začne se seveda tudi projektiranje in tako naprej. Tukaj bi vendarle izpostavil kulturni dom, ki, kot vidite, vidno napreduje. Župan je že stole sprobo, tako da gremo v pravi smeri in seveda upamo, da bo ta investicija zaključena nekje do konca leta 2026. Skratka, odvija se vse po planu, odvija se vse tako, kot se mora in upam, da bo seveda tako tudi zaključeno. Hvala. Hvala podžupanu Erjavcu. Odpiram torej razpravo k točki 4, k vsem šestim podtočkam, 4.1 do 4.6. Če ni razprave, torej predlagam, da glasujemo o 6 sklepih. Po točku 4.1 je predlog sklepa: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil s poročilom o izvrševanju sklepov iz 23. redne seje občinskega sveta občine Ravne na Koroškem. Kdo je za? Potem 4.2. Letni program nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem za leto 2026. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z letnim programom dela nadzornega odbora občine Ravne na Koroškem za leto 2026. Kdo je za?
18.4.3. Končno poročilo nadzornega pregleda investicije Plaz Dom. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s končnim poročilom nadzornega pregleda investicije Plaz Dom. Kdo je za? 18.4.4. Končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja Koroške lekarne. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s končnim poročilom nadzornega pregleda poslovanja Koroške lekarne. Kdo je za? 18. Sklep sprejet. Končno poročilo nadzornega pregleda poslovanja osnovne šole Prežihovega Voranca. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s končnim poročilom nadzornega pregleda poslovanja osnovne šole Prežihovega Voranca. Pardon, kdo je za? Hvala. Ter 4.6, zadnja podtočka točke 4, poročilo o projektih sanacije. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil s poročilom o projektih sanacije. Kdo je za? 18. Hvala, sklep sprejet. 5. točka, odgovori na vprašanje in pobude iz 23. redne seje Občinskega sveta občine na Koroškem. Odpiram razpravo k tem prijetim odgovorom. Če ni razpravljavcev, predlagam sklep. Občinski svet, predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine na Koroškem se je seznanil z odgovori na vprašanje in pobude iz 23. redne seje Občinskega sveta občine na Koroškem. Kdo je za? 17. Kdo je proti? Nič. Prihajamo na 6. točko dnevnega reda z dvema podtočkama, in sicer je to točka 6.1. potrditev enostavne investicijske dokumentacije za načrt razvojnih programov ter potem 6.2. predlog proračuna in predlog odloka o proračunu. Po točko 6.1 prosim za kratko predstavitev teh enostavnih investicijskih dokumentacij. Gospod Jašo Laznik, vodja urada za razvojne investicije, da predstavi na kratko teh 30 oziroma 29 dipov. Prosim. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Pri proračunu občinska uprava pripravi tudi investicijsko dokumentacijo za manjše poteze občine za vsako leto, pravzaprav v skladu z določili uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije. In danes smo priča približno 30 dokumentom. Namen teh dokumentov je zagotoviti ustrezno strokovno podlago za odločanje o nadaljevanju teh investicij oziroma transferov ter zagotoviti transparentno in zakonito načrtovanje vlaganj občine. Predlagani dokumenti se vsebinsko nanašajo na projekte, ki, kot sem rekla, so ali odhodki ali transferi iz proračuna občine, nanašajo se pa predvsem na komunalno infrastrukturo, prometno ureditev, varstvo pred naravnimi nesrečami, urejanje prostora ter razvoja javnih objektov in javnih zavodov. Vključujejo dejansko izboljšanje vodovodnega kanalizacijskega sistema, posodobitve javne razsvetljave, urejanje cest in drugih javnih površin, sanacijo vodotokov, plazov in vlaganje v javne objekte, športno infrastrukturo in kulturno dediščino. Del projektov predstavlja tudi investicijske transfere javnim zavodom, ki so namenjene izboljšanju pogojev za izvajanje njihovih dejavnosti ter ohranjanju in razvoju javne infrastrukture na področju športa, kulture in drugih javnih storitev. S potrditvijo predlaganih dokumentov boste dejansko potrdili in zagotovili nadaljnjo pripravo in izvedbo navedenih projektov in s tem bomo lahko uresničevali razvojne cilje občine in izboljšali kakovosti bivanja občanov. Hvala. Hvala za predstavitev, uvodno predstavitev teh sklepov oziroma en sklep pravzaprav, ki potrjuje vso to investicijsko dokumentacijo. To je obravnaval zgolj odbor za proračun in finance. Prosim gospoda Škrateka za poročilo. Predsednika. Lep pozdrav, hvala za besedo. Odbor za proračun in finance se je seznanil z enostavno investicijsko dokumentacijo za načrt razvojnih programov proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2026 in predlaga občinskemu svetu, da jo potrdi. Hvala predsedniku odbora za finance in proračun. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Škratek. Še enkrat hvala za besedo. Potrjujemo oziroma sprejemamo paket tako imenovane enostavne investicijske dokumentacije.
Sliši se, kot da gre za manj pomembne zadeve, ampak teh 30 dipov ima skupaj vrednost skoraj 2 milijona 400 tisoč evrov. Torej gre za velik odhodek občinskega proračuna. Res pa je, da gre za ureditev nujno potrebnih zadev v občini in je to upravičen strošek. Vrednosti dipov so od 350 do 5000 evrov, gre za velik razpon. Kot vidimo, so med njimi največji nakup zemljišč, 350 tisoč, izdelava prostorskih aktov 217 tisoč evrov, ureditev cest v naseljih 200 tisoč evrov, javna razsvetljava 152 tisoč, izgradnja vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, vsak dip približno po 140 tisoč evrov, izvedba protiprašnih zaščit na kvedanskih cestah 100 tisoč evrov. Sam največji bil. Prav pri teh največjih je le v dipu za izdelavo prostorskih investicijskih aktov konkretno navedeno, za katere zadeve bodo sredstva namenjena. Da gre za naselje Čičovja Jug in Javornik, ter še ostale prostorske zadeve, ki se pripravljajo v naši občini. V vseh ostalih prej naštetih največ vrednih dipih pa se navaja le neki splošni opis, kaj se bo urejalo. Nikjer ni nobenega konkretnega objekta oziroma kje v naši občini se bo to urejalo. Verjamem, da se določene potrebe pokaže šele med letom, ampak večino problemov in potreb, ki jih je potrebno rešiti, poznamo. Zato menim, da bi morali biti v posameznih dipih navedeni konkretni objekti oziroma lokacije, kjer se bo to urejalo. Pripričan sem, da že danes vemo za večino vodovodov in kanalizacij, ki bomo letos uredili iz tega naslova. Prav tako vemo, katere ceste bomo iz tega naslova uredili. Prav tako na katerih cestah bo izvedena protiprašna zaščita. Zagotovo že danes vemo, katera zemljišča bomo kupili oziroma za katere projekte bo potrebno odkup zemljišč. Vse te poznane zadeve bi morale biti konkretno navedene v dipih. V vseh teh bi kljub temu bil še prostor za zadeve, ki se bodo pojavile preko leta. S tem bi dokumentacija bila veliko bolj transparentna, svetniki bi sedaj, ko potrjujemo tako veliko porabo denarja, bolj konkretno vedeli, kaj potrjujemo. Ti dokumenti so tudi javni in bi občani imeli vpogled, katere zadeve se bodo v tem letu občine izvajale oziroma uredile. Hvala. Hvala, gospod Škratek, za razpravo. Morda samo pojasnilo, da ne bi kdo mislil res, da se ne ve, kaj se bo v teh dipih delalo. V večini primerov se ve, dipov je 29, to ponavljam, sklep je mogoče malo drugačen, ker smo združili sanacijo Šanc in pa Kotel, tako da se večini, res v vseh primerih se ne ve, ampak po moji oceni se mogoče v 29 v 4 ne ve točno, kaj se bo konkretno delalo. Dejstvo je seveda, da se proračunske postavke usklajujejo. Primer izgradnje vodovodnega omrežja je seveda komunalno podjetje Ravne predlagalo bistveno večjo številko za sanacijo vodovodov, mi smo to eno vnesli, potem pa se bo seveda s časoma videlo, koliko bo pravzaprav to, a bo teh 142.527 evrov, za kaj bo zadoščalo. So pa seveda primeri transferov, sanacija Malgajevega spomenika, se točno ve, kaj se bo delalo, je projekt znan. Izgradnja prizidka pri upravni enoti, se točno ve, projekt pri upravni enoti je definiran. Sanacija vodotokov, na primer, ni definirana, se bo z upravljavcem voda VGP Drava določilo točno, kateri vodovodi se bodo delali, vendar so da 50.000 je predlog, ki je rezultat varčevanja, predlog za vodotoke strani strokovnih služb je bil seveda bistveno večji. Ampak seveda, ko to usklajujemo proračun, pridemo do nekih pavšalnih zneskov in tiste bo potrebno še uskladiti. Drugače pa seveda, kot rečeno, se za veliko večino teh postavk ve, kaj se bo delalo. Omenjena je bila tudi protiprašna zaščita na makadamskih cestah. Tu je morda tudi malo neznana postavka, tu ne gre za koče vzdrževanje, ampak za nekoliko večje vzdrževanje makadamskih cest. Tu potrebe pa svoje izrazito naraščajo skozi celo leto, tako da pavšalna ocena, da se nič ne ve, ne drži, ni točna, je pa res, da se za določene postavke ne ve in se proračun potem pri samem izvrševanju, so da tej cifri, ki bo danes, bi rekel, najbrž potrjena, prilagaja sama izvedba, neki tudi so še neznane cene in ni možno pravzaprav v mesecu januarju, ker je to nastajalo, zdaj smo zamaknjeni v marc, vse natančno definirati, tako da tu je zagotovljena transparentnost in pa seveda tudi učinkovitost v smislu, da naredimo s temi sredstvi čim več. Da tu, rekel, lahko tudi gospoda Škrateka pomirim, da se za večino teh stvari seveda ve.
Prosim, ja. Mogoče župan ni najbolj razumel, jaz sem rekel, da se sigurno na občini žive, ampak tega v dokumentaciji ni, a ne. In če bi v dokumentaciji navedeno to, kar zdaj razlagate, da veste, bi pač mi tudi vedeli, a ne. To je bil namen tega, da mi ne vemo, občina sigurno ve. Aha, okay, hvala, da sem jaz narobe razumel, no, ker sanacija ceste Gimnazija Ravne je pač na Gimnaziji Ravne, no, ki je lahko ta cesta še druge. Preplaščena bo ta ploščad, ki je uničena. To ne boš pa vseeno piše. Ne. Dobro, nadaljujemo razpravo k tej obvezni prilogi proračuna, pravzaprav, ker vse, kar je tu, je v proračunu, tu je zgolj investicijska dokumentacija pod vrednostjo $500 000, kar je vrednost za investicijski program oziroma DIP. Če ni več razprave, predlagam sklep. Zdaj, sklep je dolg, če se strinjate, ga jaz ne bi bral, no to so pravzaprav vsi DIP-i, ki so združeni v en sklep, no edino, kar sta dva DIP-a, kot rečeno, združena in sicer Šance in pa Kotlje v višini €200 000 in se imenuje ta ureditev cest v naseljih. Torej, predlagam sklep, ki je na ekranu. Kdo je za? 18 za. Hvala, potrjeno. In prehajamo na naslednjo točko, oziroma podtočko 6. točke, predlog proračuna in predlog odloka o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2026 v tej končni verziji, v končni obravnavi. No, če smo rekli, da je v prvi obravnavi, nekdanji prvi obravnavi bila splošna razprava, predlagam torej ta proračun. Spremembe med prvo in drugo obravnavo so v skupni višini €1 milijon. Žal je ta €1 milijon moral biti zagotovljen z dodatnim zadolževanjem občine, drugače ni bilo mogoče uravnotežiti proračuna. V glavnem gre pa ta razlika zaradi tega, ker je v proračunu v drugi obravnavi je za razliko od prve obravnave dodana obnova atletske steze, tako imenovana druga faza izgradnje te športne infrastrukture. V resnici ni druga faza, ampak je posamična samostojna investicija, ki bo obnovila popolnoma in celovito atletsko stezo, z vsemi seveda bi rekel elementi atletske steze, ne samo z tistimi 6 progami, in pa tudi zagotovila seveda razsvetljavo stadiona oziroma umetne trave, ki je že v prvi fazi oziroma ki je že v proračunu in se izvaja. To je dodano in pomeni dodatno obremenitev €703 000, kajti nismo še mogli upoštevati prihodkov Fundacije za šport in pa Nogometne zveze Slovenije, tako da končni efekt za občino bo nekoliko nižji, torej za €150 000, in ocenjujem, da bo €550 000 potrebno svojih sredstev, dobili pa bomo po najbolj optimističnem scenariju, torej 650 000, ampak seveda to še ni zagotovo, kajti na razpise prijavljamo ta petek na razpis ministrstva, ki pokriva šport. Poleg tega je sprememba mladinskega doma, na ministrstvu v razpisu, na katerega smo se prijavili, držimo pesti, da bomo uspešni, je določilo, da moramo letošnjem letu porabiti vsa njihova sredstva, 1,2 milijona, kar je potrebovalo k temu, da je 2026 pač potrebno zagotoviti 214 000 €, čeprav smo to načrtovali pri prvi obravnavi v letu 2027. To je podobna zgodba kot vrtec Kotlje, kjer pač investicije se jih ne odrekamo, ampak jih bi rekel zaradi javnofinančne vzdržnosti leta 2026 potiskamo nekoliko v prihodnost. Pri mladinskem domu to žal ni uspelo. Druga večja sprememba je nad 100 000 €, so dodatna sredstva za zavod za šport, za ZKŠTM, 143 000 € več kot v prvi obravnavi. Druge stvari pa so nekoliko manjšega značaja. Dodana je, kot rečeno, Gimnazija Ravne in pa Šance ter Kotlje 2. Bi rekel, to vidite tudi do odziva pobudnikov, svetnikov oziroma te tabele, opredelitev do pripomb prvi obravnavi proračuna, in to seveda je potrebovalo nekoliko višjim odhodkom, tako da suma summarum je torej razlika €1 32 000 je proračun več zadolžen. Vseeno predlagam, da proračun sprejmemo, kajti v praksi se vidi, da se take zadolžitve praviloma ne uresničijo. Zdaj, zakaj se letos ne bojo, bomo še videli, ali bo zopet premik investicij, ali bomo kaj tudi neuspešni na razpisih, ampak skratka, tu smo odprli vrata za vse te investicije, ki jih najdete v proračunu. Tudi osnovna šola, telovadnica osnovne šole Juričevega Drečka z projektno dokumentacijo je v proračunu in pa so tudi dokončanje vseh sanacij. Pri sanacijah sledimo spet isti logiki, da odpiramo vrata za vse možnosti, kar je v programih na vladni strani potrjeno, zato je proračun nekoliko previsok, glede na potem realizacijo, vendar to omogoča, da lahko delamo stvari, ki, če jih ne bi zapisali v proračun, ne bi mogli.
zdaj amandmaje predstavim zdaj ali kasneje. V duhu tega so vloženi tudi 4 amandmaji, strani podžupana Erjavca jih bo sam predstavil, no. Skratka, kot predlagatelj se s temi proračunskimi amandmaji strinjam, kajti so tudi uravnoteženi in pomenijo 100% prihodke in pa odhodke in so vsi 4 izključno sanacijski, torej predvidevamo, da bo Ministrstvo za naravne vire in prostor zagotovilo 100% sredstva, kar je za neurje 2023 kar velika verjetnost, kajti tam smo že večkrat razlagali, no, je poseben sklad, poseben zakon in državi omogoča tu boljše financiranje kot pa neurje 24, ki je pa nekoliko šibkejše z vidika državnih financ. Proračun je zelo ambiciozen, rekli bi lahko razvojno naravnan, je ogromno investicij, na strani odhodkov, kot rečeno, že pri prvi obravnavi pa nismo zategnili pas, kot ga bi lahko, ampak ohranjamo nekako na 100% ravni te tekoče odhodke glede na tekoče prihodke, torej je na neke vrste varčevalno na tem delu proračuna, ki pomeni vsakoletno obremenitev pri investicijskem delu, pa kot rečeno, maksimalno možno ambiciozen, zato tudi ta dolg za same investicije, ki jih nameravamo vse začeti, da se bo pa končale, so pa še drugih deležnikov odvisno in samega dogajanja svoje na terenu in na ministrstvih. Tako da predlagam, da proračun sprejmete, da je končno pod streho z temi 4 amandmaji, ki so zgolj pozitivni, nikomor ne jemljejo, zgolj dajejo, tako da toliko z moje strani. Drugi amandmaji nismo prejeli, no, in tudi niso več v proceduri, pa bi zdaj prosil kar podžupana Erjavca, da predstavi 4 vložene amandmaje. Hvala za besedo. Kot je že župan povedal, gre za amandmaje, oziroma gre za investicije, ki so 100% sofinancirane. Zato bi bilo res velika škoda, no, če ne bi tega uvrstili v proračun, kajti kot rečeno imamo tako prihodke kot odhodke. Zdaj podrobno obrazložitev sem že podal v samem amandmaju, tako da tu ne bi bil preveč podroben. Skratka, gre za 4 amandmaje, in sicer prvi se nanaša na vodovod Strjanska reka v višini 175 000 evrov, drugi na plaz Spodnja Kozarnica v višini 1 105 000 evrov, seveda tu gre za ocenjene vrednosti. Potem je tu cesta v mestni četrti Ravne, gre za cesto ob Suhi z številkami 18, 21, 23, 25 v višini 175 000 evrov in pa seveda gre za amandma za ureditev Gledališke ulice v okolici, neposrednji okolici novega kulturnega doma v višini 230 000 evrov. Skratka, kot rečeno, gre za to, da občino to ne stane nič, in če se že z veseljem prijavljamo na tiste razpise, ki so 60 ali 70% sofinancirani, so da jaz ne vidim nobenega razloga za to, da ne bi v proračun uvrstili tudi te stvari, ki pa so strani države, so financirani v celoti, torej 100%. Hvala lepa. Hvala podžupanu Erjavcu za predstavitev teh 4 amandmajev. Odpiram razpravo oziroma poročilo odbor za proračun in finance. Prosim, predsednik gospod Kratek. Ja. Zgleda ta drugo obravnaval samo naš odbor za proračun finance in sprejel 2 sklepa. Odbor za proračun in finance se je seznanil s predlogom proračuna občine Ravne na Koroškem za leto 2026 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. In pa drugi sklep. Odbor za proračun in finance se je seznanil z načrtom pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Ravne na Koroškem za leto 2026 in predlaga občinskemu svetu, da ga potrdi. Hvala predsednik odbora za proračun in finance. Odpiram razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Ranc. Gospod Sedar. Podžupan. Pišite ga. Lep pozdrav. Skrajni čas je, da sprejmemo ta naš letošnji proračun. Se vemo, da brez njega občina ne more izvajati zakonskih nalog, financirati javnih zavodov, poravnavati obveznost, niti izvajati razvojnih projektov. Ne smemo pozabiti, da delimo naš davkoplačevalski denar, zato je naša odgovornost, da sredstva razporejamo premišljeno, gospodarno in pa da so v proračun vključeni projekti, ki so pomembni za čim širši krog občank in občanov. Cestna infrastruktura je zagotovo eno takih področij, saj gre za področje, ki neposredno vpliva na vsakdanje življenje ljudi
na varnost, dostopnost, mobilnost ter pogoje za razvoj gospodarstva. Urejene in varne ceste uporabljamo vsi, zato so vlaganja na tem področju razumljiva in pa upravičena. Seveda pa v našem proračunu nikoli ne pozabimo na ranljive skupine. Sredstva namenjamo za socialno varstvo, pomoč družinam, starejšim, invalidom in materialno ogroženim. Zagotavljamo sredstva za vrtce, osnovne šole, zdravstveno varstvo, kulturo, šport, mladinske programe, skrbimo za varstvo okolja, komunalno infrastrukturo, oskrbo z vodo, ravnanje z odpadki, prostorski razvoj občine. Podpiramo tudi gospodarstvo, turizem in dejavnosti, ki ustvarjajo nova delovna mesta. In v naši svetniški skupini Slovenske demokratske stranke bomo predlog proračuna seveda podprli, ker menimo, da je pomembno, da čim prej izstopimo iz začasnega financiranja in občini omogočimo stabilno, predvidljivo in pa zakonito delovanje. Ob tem verjamemo, da se bo proračun izvajal skrbno in pa premišljeno, z rednim spremljanjem realizacije pa z morebitnimi pravočasnimi prilagoditvami, kadar bodo te potrebne, da ohranimo finančno ravnotežje in pa dolgoročno stabilnost občine. Hvala. Hvala, gospod Rance. Gospod Sedar, prosim, potem podžupan Erjavec. Hvala za besedo, lep pozdrav. Veseli me, da so v tem proračunu kar 104 besede, ki se nanašajo na gasilsko službo. Pohvalil bi gospoda župana, ki zgledno skrbi za razvoj gasilske službe. To je nakup nove opreme, vozil in tako dalje. Vedeti moramo, da denar, ki ga namenimo za gasilce, ni denar za gasilce, ampak za vse občane. Gasilci s temi sredstvi kupijo opremo, s katerimi rešuje življenja ljudi, živali, rešuje vaše imetje, ne nazadnje tudi službe, kar se je pokazalo prejšnji teden. Veseli me, da imamo v načrtu razvojnih programov centre zaščite in reševanja, sicer za naslednji 2 leti, sicer za neko konkretno številko 9 milijonov, kar je ogromno. Sicer je to za naslednja leta predvideno. Želel bi, da prihodna vlada najde mehanizem za financiranje takšnih objektov, mogoče tudi v 100% financiranju, ker takšni objekti bodo slej ko prej izredno velikega pomena. Vse statistike tako kažejo. Oprema oziroma vozila se že sofinancirajo strani države. Problem je, da so ta vozila vedno bolj težka, oprema vedno bolj specifična in zahteva ustrezne objekte za hranjenje. Proračun bom seveda podprl. Hvala. Hvala gospodu Sedarju. Podžupan Erjavec se je prijavil, potem gospod Škratek. Hvala lepa. Jaz bom seveda ta proračun podprl. To je izjemno investicijsko naravnan proračun in sledi tistemu našemu cilju, ki smo si ga pred 2 letoma zadali, da dejansko Ravne obnovimo, da ne rečem, da Ravne zgradimo na novo. Torej, takoj po poplavah se je pojavila ta možnost in to možnost, jaz mislim, da zelo spretno izvajamo. In seveda zahvala vsem, ki tu sodelujete na tak in drugačen način. Jaz sem zelo vesel, da je v tem proračunu tudi obnova atletske steze in mestnega stadiona. Znesek sofinanciranja strani države je velik. Vprašanje, če bo takšen tudi v prihodnje. In zato je prav, da ta vlak izkoristimo, podamo prijavo, ne zgolj na Ministrstvo za šport, pač pa tudi na Fundacijo za šport in pa seveda tudi na Nogometno zvezo Slovenije. In jaz sem prepričan, da nam bo tokrat uspelo in da bomo ta objekt tudi za sofinanciranjem države uredili na tak način, da bo lep, da bo dober in da bo objekt, na katerega bomo lahko ponosni. Jaz mislim, da tisto, kar imamo, da tiste objekte, ki jih imamo dobro urejene. Seveda nas pa potem čaka še prenova torej te
dvorane za odbojko, ampak dobro, to je že drugi projekt in seveda v prihodnosti verjamem, da upam, da bo tudi naslednja vlada imela takšen posluh za šport, ko ga ima ta, in da bo možno tudi takrat dobiti neka sredstva. Kar se mi zdi v proračunu pomembno, je tudi to, da dejansko da smo zagotovili sredstva za to, da začnemo razmišljati o tem, da bomo tudi na področju ogrevanja imeli neko alternativo, predvsem čez nekaj let, ko koncesija Petrolu oziroma koncesionarju poteče. To pozdravljam in to se mi zdi izjemnega pomena. Gre za prvi korak, ki ga je seveda potrebno skozi čas razvijati, in zgoditi se mora to, da ko bo čez nekaj let razpis za to, kdo bo koncesionar, da bo prijavljenih več ponudnikov oziroma da bomo imeli na mizi več variant. To se mi zdi zelo pomembno. Sploh v teh časih, ko je ta pomanjkanje sistema prišlo do izraza predvsem na Ravnah na Koroškem, ko so se cene energentov neizmerno dvignile, občina pa je imela dobesedno zvezane roke. In tu gre po mojem za filer sistema, ki ga bo potrebno v prihodnosti tudi na nek način odpraviti. Veselim se tudi to, kot je že povedal kolega Sedar, da je ogromno teh sredstev namenjenih tudi gasilstvu. O pomenu gasilstva ne bi posebej poudarjal, vsi vemo, kakšen je ta pomen je in doprinos je izjemen, kar se je ravno pokazalo v mati fabriki, ko je zagorelo in seveda gasilci iz Prevalj so takoj priskočili na pomoč in seveda to nekako uspešno zajezili. Teda hvala vsem gasilcem. Kot rečeno, ta proračun je zelo pomemben za investicijski razvoj občine in seveda to je en izmed korakov, ki torej sledi našemu cilju, da se Ravne res v nekem večjem obsegu porihtajo. Seveda ta vlada nam je dala to možnost in upam, da bo tako tudi v prihodnje oziroma katerakoli vlada bo na oblasti, upam, da bo zagotovila sredstva v takšnem obsegu, kot je ta. Hvala. Hvala podžupanu Erjavcu. Gospod Škratek, prosim. Hvala za besedo. Ko vidimo, je predlagan proračun občine Ravne za leto 2026 doživel kar nekaj bistvenih sprememb od prve verzije, ki smo jo na prejšnji seji potrdili kot primerno za obravnavo. Ta je z finančnega vidika občine precej bolj neugoden. Zadolžitev občine se je na prvo verzijo bistveno povečala, za nekaj več kot milijon, kar je bilo že prej povedano. Tako da se bo neto zadrževanje občine povečalo, če sem prav tam pogledal rezultat, skoraj za 30%. Povečana zadolžitev ima vzrok v spremembi uvrščenih projektov v predlogu proračuna. V proračun je bila uvrščena že večkrat prej omenjena atletska steza, za katero pa so se vodje svetniške skupine na sestanku pri županu s konsenzom odločili, da se pristavi v naslednje leto. Z razlogom, ker bi njegova vrstitev letos premočno obremenila občinsko blagajno. Sedaj je kljub temu to uvrščeno v predlog proračuna. Kot je bilo videno zadnjič v predstavitvi tega projekta, finančna konstrukcija, mi menimo, da finančna konstrukcija ni preveč ugodna za občino. V najslabšem primeru se lahko zgodi, da bo skoraj celoten strošek občinski. Videli smo, kaj se nam je zgodilo na nogometnem igrišču. Vemo, da imamo v naši občini nujne zadeve na stanovanjskem področju, na cestnem, komunalnem področju. Veliko teh se prav tako se zaradi pomanjkanja denarja pristavlja iz leta v leto. Ne vem, kakšno bo mnenje občanov, ki na te ureditve že več let čakajo, ko bo videli, da smo pa vseeno uvrstili nadstandardne zadeve. Menim, da bi bilo v letošnjem letu dovolj, če zaključimo gradnjo nogometnega igrišča, postavimo novo dvorano v Reka Grabno, dokončamo kulturni center, ki se delno tudi financira iz občinskega proračuna. Škoda se nam zdi, da je iz proračuna umaknjen projekt trajnostne mobilnosti, po katerem bi zgradili kolesarsko pot od Čečovja do trga in naprej do Javornika. To je objekt, ki ga Ravnčani nujno potrebujemo. Namenjen bi bil najširši množici uporabnikov, prinesel bi veliko povečanje varnosti v prometu. V planu sicer ostaja, mislim, da če sem prav pogledal, 20 000 evrov, že to pa kaže, da se zadeva letos bistveno ne bo kam premaknila.
Kot sem že povedal, se bo s tem dodatnim dolgom skupni dolg občine znatno povečal. Ne morem se znebiti občutka, da nas pri planiranju denarnih sredstev zavajajo zelo visoka državna sredstva, ki prihajajo v naš proračun od leta 2023, od poplav naprej. Tu mislim na sredstva za poplavo. Zaradi tega so se naši proračuni vrednostno za nekajkrat povečali. Lani je znašal 90 milijonov, letos bo okoli 80 milijonov. Morda je tudi to vzrok, da se tako lahko odločamo za dodatno milijonsko zadolžitev, poleg že prejšnjih. Po letu 2028, ko bo ta državna sredstva usahnila, se bo proračun zopet vrnil na običajne vrednosti, ki so pod 20 milijonov evrov. Takrat se lahko zgodi, da zaradi previsokega dolga dodatno zadolževanje sploh ne bo več dovoljeno. Vemo, da je zakonska višina zadolževanja občine vezana na prihodke občine. Zdaj pa še vseeno nekaj bolj pozitivnega. Kljub z mislijo na zgoraj navedeno bomo v svetniški skupini Gibanja Svoboda proračun 2016 podprli, saj smo prepričani, da vsebuje tudi veliko število razvojno naravnanih projektov in programov, ki bodo v korist občanov ter bodo med drugimi tudi sanirali škodo, ki so jo povzročile poplave. Hvala. Hvala, gospod Škrateko. Gospa Šimenc je prijavljena. Hvala za besedo. Najprej se moram malo posoditi s pepelom, zato ker sem zamudila, da bi lahko vložili amandma. Namreč v Dobi vasi imamo en velik problem. OPN je bil sprejet 2018. leta in to tam na Hermanovem je 13 objektov. Eni so bom rekla, par je tistih vikendov, nekje pa živijo familije z otrocmi, so brez elektrike, brez vode, brez kanalizacije, prosijo pa se nič ne naredi. Sicer to bi zdaj porušil cel sistem, ker je to še kar velik strošek. Zato prosimo, če bi lahko to umestili vsaj v proračun 2027. Ali v rebalans, ki skoraj sigurno bo. Hvala. Hvala, gospod Šimenc. Še kakšna razprava? Gospod Zih, prosim. Ja, lep pozdrav vsem. Jaz bi povedal, da tudi mi bomo podprli proračun s tem, da pač bi jaz dal za bodoče naprej prioritetne zadeve, kot so, ker vemo, da to so veliki stroški zadnji, kot je novi gasilski dom, nam se gasilski dom podira, vse so bili že so dali za nekaj sredstva za dokumentacije ali za pripravo dokumentacij, potem pa kaj mene najbolj teži, me pa teži naše, tako je rekel že gospod Škratek, naše peš poti, naše kolesarske poti, Čečovje, Šrotnek. To mi se hočemo iti turizem, na Rimskem se odpira novi hotel, mi nimamo ene peš poti, varne peš poti iz Čečovja na tej lokaciji do Ivarčkega ali celo do Smučkoče, pač proti Šrotneku. Tam je zelo nevarnih par izpostav. Jaz vem, da ta peš pot ne bo poceni, niti nisem lagal amandmaja, ker tako vidite, kaj je pri amandmajih, nekaj daš in moraš nekaj vzeti. A ne, da ne bomo komu vzeli hodili, ampak ne se v bodoče, v drugem proračunu za naslednjo leto 27 da vsaj nekaj od tega. No. Peš pot, Čečovje, Šrotnek zaradi otrok, zaradi varnosti, da se začne vsaj dokumentacija pripravljati od kup zemljišč in pa seveda tudi za naše gasilce, da se ne bo še ti zvonik na glavu podrl, ker bojo pa mrli kotulci pred na pomoč. Hvala lepa. Hvala, jaz dolgujem eno opravičilo predsedniku Komisije za statut in normativno pravne akte, gospodu Brezniku, ga nisem dal med prve poročevalce, ampak tudi odbor, komisija je obravnavala odloko o proračunu. Hvala za besedo. Ja, tudi naša komisija se je seznanila s predlogom odloka o proračunu za občino Ravne na Koroškem za leto 2026 in ugotovila, da je skladen zakonodaj in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala gospodu Brezniku, predsedniku komisije.
Če ni več razprave, lahko zaključimo. No. Mogoče sklepno mislijo, so da tako kot vi, tudi jaz ugotavljam sam kot predlagatelj po zakonu, da določene stvari niso v proračunu. No. Vsak proračun bo tak, da gasilski dom manjka, bi rekel, z večjimi zneski, manjka obnova telodnice, Voranca, manjkajo kolesarske poti, Čečovje, trg, Javornik trg, skratka, tu so pač izzivi za prihodnost, ampak že zdaj je dolg tak, da s trdimi zobmi predlagal to drugo obravnavo, ampak nekako bomo pač zvozili to obremenitev proračuna. Tako da hvala za vašo razpravo. Pa gremo na glasovanje. Najprej moramo, direktorica opozarja, glasovati o 4 amandmajih podžupana Erjavca in bom kar bral tekste amandmaja in glasovali. Torej, amandma številka 1. V proračun občine se med intervencijske programe in obveznosti vključi nova postavka cesta v mestni četrti Ravne 11 v višini 175 000 evrov, vir financiranja Ministrstva za naravne vire in prostor. Kdo je za? 19 za. Amandma številka 2. V proračun občine se med intervencijske programe in obveznosti vključi nova postavka Gledališka ulica v višini 230 000 evrov, vir financiranja Ministrstva za naravne vire in prostor. Kdo je za? 19. Amandma 3. V proračun občine se med intervencijske programe in obveznosti vključi nova postavka Vodovod Strojinska reka v višini 175 000 evrov, vir financiranja Ministrstva za naravne vire in prostor. Kdo je za? 19. In 4. amandma v proračun občine se med intervencijske programe in obveznosti vključi nova postavka Plast spodnja kozarnica v višini 1 105 000 evrov, vir financiranja Ministrstva za naravne vire in prostor. Kdo je za? 19. Torej so ti amandmaji sprejeti. Proračun pa torej dan v sprejem z temi, vključno s temi 4 amandmaji, torej predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejema prvič. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme proračun občine Ravne na Koroškem za leto 2026 in odlok o proračunu občine Ravne na Koroškem za leto 2026. Drugič, občinski svet občine Ravne na Koroškem potrjuje načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premičnim premoženjem občine Ravne na Koroškem za leto 2026. Kdo je za? 19 sprejeto, soglasno, hvala vam za podporo. 7. točka dnevnega reda, katapultiranje je bilo 2 svetnikov, ker je na obisku, ne več veste, na Ravnah predsednik, oziroma ne predsednik, predsednik stranke socialnih demokratov, minister za gospodarstvo, gospod Han, in imajo obveznosti svetniki. Torej, 7.1, zdaj imamo po točku 7-letne programe, 5 letnih programov, pa bomo šli sva po vrsti. Prvi letni program zdravstvenega in socialnega varstva občine Ravne na Koroškem, to predstavlja, tam sodelavka Darja Čepin, prosim. Hvala. Torej, vsebina letnega programa zajema 3 večja poglavja, poglavje zdravstvenega varstva, socialnega varstva, pa uresničevanje javnega interesa na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Zdaj, na področju zdravstvenega varstva je v proračunu namenjenih 1 321 100 evrov, za področje socialnega varstva 1 835 119 in pa za uresničevanje javnega interesa na področju zdravstva in sociale 49 000 evrov. Skupaj za izvajanje celotnega letnega programa za leto 2026 je zagotovljenih 3 205 219 evrov, kar vključuje tako zakonsko določene socialno-varstvene obveznosti, kot tudi razvojne, preventivne in humanitarne programe za izboljšanje kakovosti življenja občanov. V primerjavi z preteklim letom je na področju zdravstvenega in socialnega varstva zagotovljenih za 14,25% več sredstev. Hvala. Hvala, gospod Darja Čepin. Podpredsednica, mislim, da predstavi, podpredsednica odbora za zdravstvo in socialno varstvo, gospa Šimenc, ker je predsednica upravičena seje. Lep pozdrav še enkrat. Odbor za zdravstvo in socialno varstvo je obravnaval letni program zdravstva in socialnega varstva in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala podpredsednici odbora, poročevalki. Odpiram razpravo k tem letnemu programu. Če ni, torej predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program zdravstvenega in socialnega varstva v občini Ravne na Koroškem 2026. Kdo je za?
17 za. Glede na prisotnost je to soglasno. Nadalje letni program športa občine Ravne na Koroškem 2026. Zopet prosim gospodarju Čepin za predstavitev te vsebine že sprejetega proračuna. Torej. Na začetku letnega programa so na kratko povzete in predstavljene posamezne športne kategorije, ki so usklajene z nacionalnim programom športa. Višina sredstev posamezne kategorije oziroma vsebine športne vadbe je tudi razvidna v tabeli na strani 10. Skupna vrednost programa znaša 4.929.808 evrov in je za 833.170 evrov višja od preteklega leta, kar gre pretežno na račun investicijskih projektov. Za sam LPŠ je v letošnjem letu namenjenih 303.597 evrov in sicer za javni razpis športnim klubom in društvom 201.859 evrov, 15.000 za aktivne zimske in letne počitnice ter 86.738 za obratovanje in uporabo športnih objektov za izvajanje LPŠ. V primerjavi z lanskim letom se prav tako tudi za sam LPŠ namenja nekoliko več sredstev in sicer v višini 27.323. Tudi izvršni odbor Športne zveze Ravne na Koroškem je obravnaval predlog LPŠ-a in podal pozitivno mnenje. So pa sprejeli še dodatna dva sklepa in sicer, da se za občinske panožne športne šole namenijo določena sredstva v občinskem proračunu, kar je bilo tudi realizirano, in pa da se telovadnica pri osnovni šoli Prešehovega Voranca obravnava kot prioriteten objekt v prihodnjem obdobju. Hvala. Hvala gospodarju Čepin za ta letni program. To pa obravnava odbor za vzgojo, izobraževanje in kulturo in šport, predsednik gospod Zih. Sve, ne? Dober dan, spet jaz. Odbor za šport, kulturo, vzgojo je obravnaval to področje in seveda predlaga občinskemu svetu, da sprejme, s tem, da so bile pa določene pripombe in pa opaske, ki pa jih bomo podali potem po točko razno. Hvala. Hvala predsedniku. Padel je mikrofon. Hvala predsedniku odbora. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program športa občine Ravne na Koroškem 2026. Kdo je za? 17 za. Letni program kulture občine Ravne na Koroškem 2016. Zopet gospod Darja Čepin, prosim za predstavitev programa kulture. Za izvedbo javnega razpisa in javnega poziva za sofinanciranje programov kulture predstavlja letni program finančno osnovo za razdelitev sredstev izvajalcem kulturne dejavnosti. Program podrobneje določa porazdelitev sredstev za izvajanje programov kulture v občini. Skupna višina programa znaša 1.960.219. Kot vsako leto se za financiranje javnih kulturnih dobrin v letu 2026 se zagotovijo sredstva in sicer na osnovi pod 4 poglavji in sicer pod poglavjem A se zagotovijo sredstva za financiranje javnih zavodov preko neposrednega poziva in pa sklenitve neposredne pogodbe. Pod točko B so namenjena sredstva za izvajanje kulturnih programov in projektov, ki se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Potem pod točko C so se razdelijo sredstva za programske stroške za muzejsko dejavnost in posebne programe državnega značaja, ki se delijo na podlagi javnega poziva. In pa pod točko D, tu so pa predvidena sredstva za vzdrževanje kulturnih objektov, investicije in pa raziskovalne dejavnosti v višini 865.520 evrov. Hvala. Hvala, gospodar Čepin. Odbor za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, predsednik gospod Zih, prosim. Odbor za kulturo je obravnaval
predloge in jih seveda predlaga občinskemu svetu, da sprejme, s tem, da isto kot pod podstavku šport imamo določene pobude in vprašanja, ki pa bi jih jaz prosil pod predsednico, da v imenu odbora prebere, ker jaz bom čez slabe pol ure zapustil sejo. Hvala. Hvala. Sedem, zakaj je mikrofon tak nizko? Aha, sam je tako hotel. Hvala. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, gospod Logar, prosim. Hvala za besedo, bom probal zmedo, ki je naredil gospod Zih, popraviti, sam tudi meni ne bo šlo očitno. Evo, malo lažje. Hvala za besedo. Pri samem programu kulture sem hotel zastaviti samo eno prvo vprašanje, kaj gledamo v prihodnost. Prihaja nov kulturni dom. Nekaj se že govori, da sredstev nimamo dovolj za... Župan se je nasmejal. Ta mantra je seveda splošno znana, ampak vseeno me malo zanima, kako v odnosu do tega novega kulturnega doma razmišljamo, pa ta program, ki ga imam tu pred sabo. A bomo vse skupaj lahko zložili skupaj. Katja je imela že parkrat pomisleke tudi na samem svetu zavoda ZKŠTM, tako da malo v luči tega me zanima, bi rad razpravljal, če lahko kako besedo odpremo še. Hvala. Ja, zdaj, kar se tiče izgradnje kulturnega centra Ravne, ki na srečo, ali pa ne na srečo, zaradi aktivnosti vseh udeleženih poteka zaenkrat nemoteno, so neka dodatna sredstva zagotovljena v proračunu, kajti po samem oddanem projektu so bile določene spremembe strani deležnikov od glasbene šole do kulturnih društev. Tako, to je to, plus delno za okolico, ki ni priznan strošek strani ministrstva. Sam začetek delovanja je zaenkrat planiran za 12. oktober, za občinski praznik, torej otvoritvena slovesnost in pa potem od oktobra naprej, bi rekel, delovanje. Zagotovo v letu 2026 še ne bo, bi rekel, zasijal v najlepši luči v smislu programa, bo potrebno začeti in prihodni proračuni bodo morali zagotoviti večja sredstva. Kajti bi rekel, objekt tak kot je, ima več dvoran, bo začel privabljati več ljudi, tudi bi rekel, kultura se bo začela organizirati na višji ravni in kar se tiče gostovanja in kar se tiče lastne ustvarjalnosti, da tu zagotovo občino, ampak ne o letnem programu kulture 2026, ampak naprej čakajo kar znatno višja sredstva, ampak to mislim, da je v javnem interesu, da bodo svetniki v prihodnjih mandatih to pač potrjevali. Medtem ko v letu 2026 bo pač, bi rekel, počasen začetek delovanja, program, ki bo izveden v mesecu decembru, bo najbrž tudi zapadel plačilno gledano v prihodnje leto. Direktor pripravlja ta program, skrbno bdi nad tem, upravlja ga bo ZKŠTM za začetek, da bojo ponudbe že v novembru in pa decembru tudi ustrezne. Tako so nas ZKŠTM obvestili, zlasti, ko smo imeli mi z njimi dialog za to strategijo kulture, ki je bila pobuda svetnice, se je videlo, da pravzaprav že pripravljajo ne zgolj otvoritveno slovesnost, ampak tudi že prve programske aktivnosti v samem kulturnem domu oziroma kulturnem centru. Pa ne samo ZKŠTM, tudi kulturno društvo se pripravljajo, galerija se pripravlja, vsi bodo začeli delovati v letu 2026, gradimo ga zagotovo za prihodnih 100 let, vse v smislu gradbene konstrukcije, če ste jo videli, tako da tu se bo začelo, ne bo pa zasijal v najlepši možni luči še letos, to je pa jasno, da bo to, zato potrebno nekaj časa, da bo tako, ko si ga najbrž vsi želimo. To je moje pojasnilo, da ni še to v 26. Prosim, gospod Ravnik. Hvala za besedo, hvala za to pojasnilo, mene pa v bistvu zanima, pod kakim ključem se ureja okolica do glasbenega doma in v bistvu pojasnilo, a se ureja tudi okolica kulturnega centra. Hvala. Ja, hvala. Tu malo manjka sredstev, glasbeni dom se tudi sanira, če ste opazili, tudi gre preko občinskega proračuna v višini €500 000, medtem ko to je 6 milijonov. Sama okolica ni v celoti, ne bo urejena, ministrstvo nam ni priznalo v teh 6 milijonih celotne okolice,
v smislu parkirišč bo urejeno, medtem ko tja proti Vodni brežini, kjer nas čaka seveda tudi še obnova Gledališke ulice in pa tudi seveda regulacija reke Suhe, kajti zdaj je brežina taka, kot je bila pred poplavami, še ne bo končano. Tudi okolica kulturnega centra, rekel oktobra 2026, ne bo še taka, kot seveda si jo predstavljamo, kot so jo narisali, koliko bo sredstev bo narejeno, ne bo pa v celoti končano. No. Bo pa končana do te mere, da bo seveda, kar je pa pogoj za otvoritev, pridobljeno uporabno dovoljenje za sam kulturni center. Ne bo pa še to slika, kot bo čez 3 leta. Žal. Še kakšna razprava glede letnega programa kulture? Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program kulture občine Ravne na Koroškem 2026. Kdo je za? 17 za. Še letni program, letni stanovanjski program občine Ravne na Koroškem 2026, opet ga predstavi gospod Darja Čepin, prosim. Stanovanjski program je pripravljen na podlagi določil stanovanjskega zakona. Občina je dolžna zagotavljati sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje javnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, spodbujati različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljati sredstva za izredno pomoč pri uporabi stanovanja, sredstva za vzdrževanje stanovanj ter sprejemati usmeritve za projektiranje, gradnjo in prenovo stanovanj. V programu je opredeljen fond občinskih stanovanj ter seznam poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, stanje na dan 31.12.2025. Določen je tudi delež sredstev, ki ga mora občina ponovno nameniti za gradnjo oziroma za vzdrževanje stanovanj. Nanizana je razporeditev in poraba finančnih sredstev za stanovanjsko področje, ki so zagotovljene v proračunu na proračunskih postavkah pod spodbujanje stanovanjske gradnje. V letu 2028 je za to področje namenjenih 2.368.650 evrov. Hvala, gospod Darja Čepin. To je bil pa odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, predsednik gospod Verhovnik. Dober dan, hvala za besedo. Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukture obravnaval letni stanovanjski program občine Ravne na Koroškem za leto 2026 in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. Hvala. Hvala predsedniku odbora. Predam razpravo občinskega sveta. Prosim, gospod Škratek. Hvala za besedo. To bom zdaj na tem mestu, ob tem programu bom ponovil določene stvari, ki sem jih že nekaj bom na novo povedal. Reševanje stanovanjske problematike je ena najpomembnejših nalog vsake občine. To v naši svetniški skupini Gibanja Svoboda že vse skozi opozarjamo. Občina mora narediti vse, kar je v njeni moči, da učinkovito rešuje stanovanjske probleme svojih občanov. Zato ta letni stanovanjski program sodi med najbolj pomembne občinske dokumente. V pregledu letošnjega stanovanjskega programa občine žal vidim, da se je število občinskih stanovanj v letu 2025 zopet zmanjšalo. Zmanjšalo se je 187 na 186 stanovanj v občinski lasti. Če pogledamo še bolj nazaj, je še slabše. Število občinskih stanovanj se je od leta 2005 do danes zmanjšalo z 233 na sedanjih 186. Torej imamo 47 stanovanj manj. Zadnji nakup občinskega stanovanja je bil leta 2009. Glede na potrebe bi se moral trend nujno obrniti. Vemo, da smo v lanskem letu za rešitev stanovanjskega problema družini, ki je utrpela poplave, odprodali občinsko stanovanje. S tem smo se vsi strinjali. Hkrati s to odločitvijo smo sprejeli sklep o nakupu nadomestnega stanovanja. Zato je bilo v proračunu namenjenih 86 000 evrov. Že takrat sem opozoril, da to najverjetneje ne bo zadoščalo za nakup nadomestnega. Žal ugotavljam, da sklepa o nakupu stanovanja župan in občinska uprava niso izpolnili. Občina še vedno nima nadomestnega stanovanja. Na tem mestu sedaj ne bomo o tem, kaj je bilo narejeno na tej zadevi. Tudi ne bomo o tem, da je denar za nakup stanovanja zopet v planu za leto 2026. Bomo pa nekaj drugega. V letnem stanovanjskem programu je navedeno, da je bil v letu 2025 prihodek občine z najemninami okoli 500 000 evrov. V letošnjem letu je za redno vzdrževanje stanovanj namenjeno okoli 40 000 evrov in za večja popravila okoli 105 000 evrov. Mislim, da sem prav pogledal. Ne. Torej skupno okoli 150 000 evrov.
pozitivna razlika znaša okoli 350 000 evrov. Okolikor se je pokazalo, da so planirana sredstva za nakup stanovanja preniska, bi lahko razliko zlahka pokrili iz viška pri najemninah. Ob tem, ko ugotavljamo pozitivno razliko na najemninah, bi morali zavzeti stališče, vsaj tako je moje mnenje pa naše skupine, da se določen delež namenja neposredno za nakup občinskih stanovanj. Le tako bomo lahko prej omenjen negativni trend občinskih stanovanj oziroma števila občinskih stanovanj obrnili, ter končno spremenili podatek, da smo zadnje stanovanje kupili leta 2009. Hvala. Hvala, gospod Škrateko. Gospod Breznik, jaz bi mogoče samo lahko par pojasnil. Pred kratkim smo na občinskem svetu sprejeli načrt za gradnjo 200 občinskih stanovanj, tako da ne samo vas, tudi nas skrbi stanovanjska politika. Tudi včeraj je bil posvet z ministrom za solidarno prihodnost, ki to pokriva, pa tudi vsako leto pri proračunu povemo, da seveda žal občina ne more kupovati stanovanj, čeprav je najemnin za 300 000 evrov, seveda, ker stanovanja niso jabolka, ki bi jih kupovali na tržnici, in tudi bloke z 3 stanovanji ne obstajajo, da bi jih gradili. Torej, ko bomo začeli graditi 200 stanovanj, bo seveda to enote z več kot 10 enotami, kar pa seveda v trenutnih tržnih cenah pomeni bistveno večja sredstva, kot pa jih naš proračun je omogočen. Ne smemo pa seveda pozabiti, da pripravljamo prostorske akte, proračunska postavka za prostorske akte, ki grejo v glavnem tudi za, oziroma v neki meri za stanovanjsko gradnjo, če se spomnite, je 300 000 evrov, kar je kar nekaj stanovanj po vaši, bi rekel, izračunih, tako da pri obravnavi stanovanjske politike seveda treba pogledati širšo sliko, ne zgolj to, da nismo kupili enega stanovanja oziroma izvršili sklepa o porabi 86 000 evrov. Vložili smo veliko več v stanovanjske površine, v stanovanjske razmere naših občanov, seveda tudi komunalna oprema spada pod to za naselja hiš, tako da zagotovo seveda občinski proračun za svojih 2,3 milijona evrov na stanovanjskem programu posveča to pozornost, ampak ni občine, ki bi svojimi sredstvi gradila bloke, razen seveda izjema mestnih občin, ki jih seveda pač vlade, bi rekel, z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb forsirajo, in tudi na Koroškem ni občine, ki bi zgradila svoj lastni blok, in tudi to je treba pogledati v širšem kontekstu, da občina Ravne ne štrli, ne navzdol, ne navzgor. Edina občina, ki je to zgradila, je mestna občina, ki je dobila za to posebna evropska sredstva in je zgradila nazadnje pred 5 leti en stanovanjski blok. Ob tem ne smemo pozabiti, da na Ravnah je 386 državnih najemnih stanovanj. Nekdanji fond železarne Ravne so tudi javna stanovanja. Torej občina ne razpolaga za 186 stanovanji, minus 187 minus 1, ki smo jo gospe prodali, ki je hiša od poplava odnesla hišo, mi razpolagamo za 500 stanovanji. Glede na to, da je to 4000 gospodinstev v naši občini, je to 25% stanovanja javnih, oziroma seveda, če štejemo še individualne hiše, stanovanje manj. Mi smo na Ravnah na številki, torej 500 najemnih stanovanj, v stanovanjskih blokih je pa recimo da okoli 2500 stanovanj. To ni majhna cifra. Tako da slika, ki jo sam vidim, da je tu, bi rekel, občina Ravne šibka, ne delim tega mnenja, no, občina Ravne ima velik odstotek javnih stanovanj, državna so zgolj zaradi tega, ker je svoja železarna mogla v 90 letih prenesti ta stanovanja na državo, njih prenesla občini kot druge občine, in tu je pač ta handicap, no, ki je nastal. In tudi lista se relativno dobro rešuje, manjka nam mala stanovanja, zato pa so pripravljamo gradnjo teh 200 stanovanj, ko smo že sprejeli ustrezne sklepe. Prostorske akte spreminjamo, da bo za ustrezno podporo vlade, kar je minister včeraj zagotovil, tudi bi rekel predsednik vlade, gospod Golob, je zagotovil, da denarja je na državni strani dovolj, samo pripričati jih moramo, da vlagajo se to v Ravne. Toliko moj odgovor, no, da ne bi bila preveč pesimistična slika glede stanovanj na Ravnah, ker pač mislim, da to ni čist resno. Prosim, gospod Breznik. Hvala za besedo. Moja razprava se mogoče neposredno glih ne dotika tega letnega programa, je pa posredna tematika definitivno z programom stanovanj v naši občini povezana. In sicer številni mladi so se začeli obračati na mene, oziroma že kar nekaj časa me sprašujejo, ali imamo kakšne informacije, kako je z izgradnjo, oziroma kako bo potekala izgradnja teh 8 hiš, ki naj bi bile namenjene za mlade družine oziroma naše mlade občane na zvedavi Čičevje jug. Prav bi bilo, da se poda neka informacija tem našim občanom, kakšen bo postopek, na kak način se bodo te hiše gradile,
Kdaj lahko recimo pričakujejo neka časovnica, če to mogoče že vemo, kdaj lahko pričakujemo, da bojo možni, da se bojo lahko prijavili na razpis, ker če želimo naše mlade obdržati v naši občini, je prav, da z njimi tudi na ta način komuniciramo, da jim damo neka jasne informacije, da bodo s tem seznanjeni. Ne nazadnje, mogoče tudi ta tema aktualna, če ste spremljali v tem tednu tudi naše osrednje televizijske oddaje, je v eni izmed občini Ajdovščina, ki sem jo tudi sam omenil na eni izmed prejšnjih sej, glede teh neprofitnih hiš, je občina Ajdovščina ravno te dni predala namenu hiše 4 v obliki dvojčkov, če je moja informacija pravilna, se pravi 4 hiše, 8 enot, za 10 let po ceni 400 evrov. In prav bi bilo mogoče, da tudi na nek način sledimo tej strategiji, da bi pristopili k gradnji in tudi sami izvedbi javnega razpisa na podoben način. Mogoče se ta moja razprava umesti v točko pobude in vprašanja, pa se poda nek odgovor, da bodo naši mladi s tem tudi seznanjeni. Hvala. Ne, se lahko zdaj podamo najnovejše informacije. Včeraj smo bili z ministrom, bi rekel, v tej sobi. Ajdovščina je bila ena izmed 2 občin, ki smo najbolj, bi rekel, zagrizli v tisti projekt, če se ga spomnite, Back to the Village, kjer je bilo ponudba 50 000 evrov za hišo iz Turčije, montažno, pa smo mi poudarjali 50 000 evrov hiša plus parcela plus komunalni prispevek. Ajdovščina je odprla 4 enote za 490 evrov mesečne najemnine za 10 let določen čas, je razpis. Ministrstvo je to subvencioniralo, zato je lahko taka cena. Ekonomska cena žal višja in tu ravno iščemo model skupaj z deležniki mladi, z Mladinskim svetom Ravne, s klubom koroških študentov Ravne in pa tudi z projektom mladih za celo koroško regijo. Smo imeli posvet, pa še en posvet sledi zdaj v kompleksu, kjer iščemo model, kako pristopiti k 16 enotam. Na Ravnah za razliko od Ajdovščine razmišljamo o 16 enotah. Na Ajdovščini imajo 80 kvadratnih metrov na družino, na mlado in tudi včeraj je predstavnica kluba koroških študentov povedala, da nekje 70 do 80 kvadratov skromnih bi si mladi želeli. Ko se vrnejo iz študija, ne želijo domov k staršem, ampak želijo na svoje in to ciljno skupino bi s temi 16 naslavljali. Zato je bil sklep tudi na Mladinskem svetu Ravne, da bi bili to najem, da mladi ne želimo, da teh 8 parcel, ki smo jih zadržali, prodamo po neki nizki ceni parcele, kar lahko stori občinski svet, niti ne želijo, da mi zgradimo hiše in prodamo hiše, ampak želijo v bistvu, da mi zgradimo hiše in jim dajemo v najem. To so mladi že ugotovili, zdaj treba še detajle nekako doreči. Iščejo se primerni tlorisi, išče se ponudnik, ki bi pravzaprav ta projekt zapeljal z občinsko zemljo. Naš vložek bi bilo zemljišče plus komunalna oprema zemljišča, ministrstvo bi subvencioniralo gradnjo, gradbinc bi rekel zgradil prek nekega sistema, javno-osebnega partnerstva, karkoli, potem pa bi se to z najemnino odplačevalo. 490 je previsoka najemnina za Ravne, tu ciljamo na nižjo najemnino, vsaj 390 evrov, da bi bilo za mlado družino na mesec in to je vse odvisno od stroškov gradnje oziroma od stroškov subvencije ministrstva ali tudi stroškov subvencije občine, ampak pri 5,5 milijona minusa težko razmišljamo o ne vem kako velikih subvencijah. Tu se pripravlja torej 16 skromnih enot, o tem, kakšne bojo, pa bo na vaše klopi, upam, da do poletja prišel DIP, kjer bo to dokument identifikacije investicije, ki bo ta vprašanja rešil. Kot rečeno, zdaj jih obravnavamo z 2 deležnikoma, z mladimi in pa takoj po državnih volitvah tudi z ministrstvom, ker ne vemo, zdaj bo ta minister ali bo do drug, pač tisti, ko bo, da se dogovorimo o subvenciji. To je zelo aktualna tema. Še kakšna razprava? Če ne, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni stanovanjski program občine Ravne 2026. Kdo je za? 7 je za. Pa zadnji letni program, 7-5 letni program mladinskega dela in mladinske politike občine Ravne na Koroškem, predstavi ga gospa Clarisa Funtek. Hvala za besedo. Letni program mladine sprejemamo že od leta 2012. Letos skupna višina programa znaša 54 000 evrov, kar je kar za 19 000 evrov više kot lansko leto. Zdaj v samem programu so navedena izhodišča, cilji ter tudi predstavljeni programi za aktivnostmi Mladinskega sveta Ravne, Koroškega mladinskega kulturnega centra Kompleks in pa Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.
Pod točko 4 se podrobneje predstavlja samo financiranje izvajanja mladinskih dejavnosti. Zdaj v okviru proračunske postavke se bo za ZKŠTM namenilo 8.000 evrov za samo izvedbo mladinskih programov in različnih projektov. 4.500 evrov se bo namenilo Mladinskemu svetu za delovanje. 2.000 evrov bodo lahko pridobila društva, ki delujejo na mladinskem področju na podlagi javnega razpisa. 9.500 evrov se bo razdelilo na osnovi javnega poziva za izvajanje mladinskih programov zasebnih zavodov s sedežem v občini Ravne, ki seveda delujejo v javnem interesu. 5.000 evrov je namenjenih za subvencije mladim pri najetju stanovanjskega kredita, 20.000 evrov je namenjenih za subvencijo mladim pri plačilu tržne najemnine, ter 5.000 evrov pa se razdeli na osnovi javnega razpisa za programe preprečevanja odvisnosti mladih. Komisija za mladinska vprašanja je predlog obravnavala na dopisni seji in sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da letni program sprejme. Hvala. Hvala. Zdaj to ni uravnaval noben odbor, ker je to uravnavala ta komisija. Odpiram razpravo občinskega sveta. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme letni program mladinskega dela in mladinske politike 2026. Kdo je za? 16 za. Glede na prisotnost je to soglasno. 8. točka, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej. Prosim, da predstavi spremembe gospod Darja Čepin. Tule gre v bistvu namen spremembe odloka je samo uskladitev dejavnosti javnega zavoda z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in pa z pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Na osnovi teh sprememb je javni zavod pretvoril stare šifre dejavnosti v skladu z novo klasifikacijo in potem tudi te dopolnil še samo z 2 dodanjima dejavnostima, in sicer dejavnost v zvezi z zgodovinskimi znamenitostmi in spomeniki in pa konservatorstvo, restauriranje in druge pomožne dejavnosti za ohranjanje kulturne dediščine. Na priporočilo revizorske hiše, da je pač, da ne se vsi odloki o ustanovitvi javnih zavodov uskladijo z 119. členom pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, pa se je samo še dopolnil odlok z določilom, da javni zavod lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z izvajanjem le-te zagotovil najmanj pokritje vseh 100 dejavnostjo povezanih odhodkov. Skratka, gre v bistvu samo za 2 dopolnitve oziroma uskladitev in pa dopolnitev odloka z priporočilom revizorske hiše. Hvala, gospod Darja Čepin. To je obravnavala komisija za statut in normativno pravne akte. Prosim, predsednik gospod Breznik. Hvala za besedo. Naša komisija je obravnavala predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej in ugotovila, da je pripravljen skladno z zakonodajo in primeren za obravnavo na seji občinskega sveta. Hvala gospodu Brezniku, predsedniku komisije. Odpiram razpravo. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine Ravne na Koroškem sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej. Kdo je za? 16 za. 9. točka, imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti v svet osnovne šole Juričevega Drečka. Točko predstavi podpredsednik. A strokovne službe, gospod Kamnik ni. A kdo podpredsednik tu prisoten? Gospod Darja Javornik, prosim. Ena Darja ne predstavlja. Tretja Darja. Dobar dan, še z moje strani. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občinski svet Ravne na Koroškem, svet osnovne šole Juričevega Drečka kot predstavnike lokalne skupnosti imenuje
Metko Pešl, Šater, Malgajeva cesta 2A, Ravne na Koroškem, Andreja Gorenška, Preški vrh 2A, Ravne na Koroškem, Luko Cepka, Partizanska cesta 2, Ravne na Koroškem. Mandat predstavnikov občine je vezan na mandat sveta zavoda. Hvala, gospodar Javornik. Odpiram razpravo k temu sklepu. Če ni, predlagam torej sklep za občinski svet. Občinski svet občine na Koroškem v svet osnovne šole Ričevega Drečka kot predstavnike lokalne skupnosti imenuje Metko Pešl, Šater, Malgajeva cesta 2A, Ravne, Andreja Gorenška, Preški vrh 2A, Ravne na Koroškem, Luko Cepka, Partizanska cesta 2, SISO 2, Ravne na Koroškem. Mandat predstavnikov občine je vezan na mandat sveta zavoda. Za. 16 za. Soglasno. Ter še naslednja točka, gospodarja, tudi vaša. Imenovanje nadomestne članice v svet za preventivno vzgojo v cestnem prometu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podala predlog sklepa. Občinski svet občine Ravne na Koroškem v svetu za preventivno vzgojo v cestnem prometu razrešuje dosedavno predstavnico medobčinskega inšpektorskega nadzora Jelko Klemen, Čečovje 7, Ravne na Koroškem in kot novo predstavnico medobčinskega inšpekcijskega nadzora imenuje Urško Klemen, Javornik 27, Ravne na Koroškem. Hvala, gospodar Javornik. Odpiram razpravo. Gospa Klemenc gre v pokoj. Če ni, predlagam sklep. Občinski svet občine na Koroškem v svetu za preventivno vzgojo v cestnem prometu razrešuje dosedanje predstavnikov medobčinskega inšpekcijskega nadzora Jelko Klemen, Čečovje 7, Ravne na Koroškem in kot novo predstavnico medobčinskega inšpekcijskega nadzora imenuje Urško Klemen, Javornik 27, Ravne na Koroškem. Kdo je za? 16 za, soglasno. S tem zaključujemo 10. točko in prehajamo na 11. točko predlogi in pobude članov občinskega sveta. Vravnik, gospa Vravnik, gospa Javornik, Ranc, Šimenc, Verdinek. Hvala za besedo. Moja prva pobuda se nanaša na ulice in poti. Prej je bil govora o amandmaju, pa večkrat se pojavljajo mogoče napačna poimenovanja. Gledališka pot je, zdaj ne vem, uradno je to naslov. Sem tak, pa včasih so partizanske ulice, pa je dejansko partizanska cesta. Sam tak nasplošno govorim, da bi lahko mogoče sem preverili, pa da se pravilne poimenovanja imenujejo oziroma obravnavajo na sejah občinskega sveta. Zdaj pa sem dobil pooblastilo strani predsednika odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, da lahko jaz preberem te naše pripombe in pobude, ki smo jih obravnavali na naši seji. In sicer glede letnega programa športa dajemo pobudo, da v letu 2026 se realizira izvedba parka Olimpicev pri DTK-ju. Druga pobuda se nanaša na prireditev športnih leta in sicer dajemo pobudo, da sredstva, ki jih občina nameni športni zvezi za prireditev športnih leta, da se primerno porabijo in sicer na način, da se bo za stroške pogostitve in samo organizacijo dogodka namenilo manj sredstev ter več za nagrade športnikom. Pri letnemu programu kulture pa imamo sledeče pripombe in pobude. In sicer, da bomo v letu 2026 praznovali 60. obletnico osnovne šole Prežihovega Voranca in dajemo pobudo, da občina naj pri organizaciji pomembnega dogodka sodeluje tako organizacijsko kot tudi finančno, da bo dogodek lep in primeren 60. obletnici. Druga pobuda, da se strani občinske uprave poda odgovor, kdaj bo otvoritev novega kulturnega centra in kdo bo odgovoren za organizacijo otvoritvenega dogodka ter kakšen bo program otvoritvenega dogodka. Potem imamo pobudo, da na naslednji seji odbora za vzgojo, izobraževanje, kulturo in šport, da se na dnevni red uvrsti posebna točka in sicer obravnava osnutka programa kulturnega centra.
In pa ponovno dajemo pobudo, da se pri pripravi programa kulture postopa enako kot pri pripravi programa športa ter programa turizma, kar pomeni, da se za pripravo najame zunanjega izvajalca in za ta namen zagotovijo sredstva v proračunu. Hvala lepa. Hvala, gospa Ravnik. Gospa Javornik, prosim. Imam eno pobudo za kresovanje na ribniku v Brdinjah. Ko smo se že lansko leto o to pogovarjali, pa je pol bo premalo časa, no letos bi pa bo fajn, so zainteresirani zuna, pa tudi veliko ljudi je zainteresiranih, da bi se to pač prešlo v navado, ko ga na Javorniku ni več. Hvala, gospa Javornik, za pobudo. Kresovanje, gospa Ranc. Gospa Šimenc, vi ste, gospa Nevenka. Jaz imam pa 3 pobude, jaz bi jih lahko skoraj poimenovala urgence. Na območju Zelenbreškega potoka na lokaciji Krivečev klanc, Zelenbreg 2, zaradi obilnih padavin prihaja do odnašanja brežine vodotoka. V neposredni bližini stoji objekt avtomehanične delavnice, kjer voda spodjeda temeljne objekta, zaradi česar je na objektu že nastala razpoka. Zdaj ob morebitnih višjih vodostajih obstaja nevarnost nastanka še večje škode. Na problematiko je bilo opozorjeno leta 2024, ko se je lastnik obrnil na občino in upravljavca vodotoka. Zadeva je bila izpostavljena 2-krat na odboru za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, enkrat v 2024, enkrat v ponedeljek na seji in pa na seji občinskega sveta v juliju 2024. Kljub temu do danes na terenu ni bilo izvedenih sanacijskih ukrepov, zato podajam pobudo, da občina v sodelovanju z upravljavcem vodotoka čim prej pristopi k ogledu stanja in pa pripravi nabor potrebnih ukrepov za sanacijo brežine, ker se stanje lahko ob naslednjih večjih padavinah še poslabša. Druga pobuda oziroma urgenca se nanaša na območje pri Slanikovi bajti na Zelenbregu. Na delu ceste, kjer je bil postavljen začasni most, je izvajalec del za seboj pustil precejšnje razdajanje. Na okoliških zemljiščih so ostali kamenje, gradbeni material, zemlja, vejevje, cevi. Lastniki zemljišč so izvajalca že opozorili, da območje ustrezno uredi, ker imajo tam tudi vrtove, ki jih so zaradi navlake že lani niso mogli uporabljati. Tak odnos do prostora in do krajanov je nesprejemljiv, zato prosim, da občina nemudoma pozove izvajalca, da območje vse od Slanikove bajte do zadnjega dinarja očisti, da odstrani ves odložen material in zemljišča vrne v urejeno stanje. Prej je gospa Šimenc izpostavila neurejeno komunalno infrastrukturo v nekaterih delih Dobje vasi. Glede na njeno navedbo, da gre tam tudi za družine, da tam živijo družine z otroki, pozivamo občino, da tudi ureditvi čim prej pristopi. Hvala. Hvala, gospa Šimenc. Ja, ta ureditev je sicer 600 000 evrov, min grede. Izvolite. Lep pozdrav, spet komunala. Kakor veste, Koroška nima več, oziroma točno, Koroška nima več poslanca v državnem zboru. Koroška je Mežiška dolina, del Dravograda in del Jezerskega, če še ne veš. Vse ostalo je Štajerska. Pa ni na tistem delu, na onem, ne govori me. In ko je še bil poslanec, so bila zagotovljena sredstva za 2 krožišča. Eno ste zgradili na Manhattnu, malo gnarja je bil pa še dodeljenega za Dobjo vas. Kdaj bo
to sprovedeno, mene naši krajani sprašujejo, ker naprimer takrat, ko je bilo rečeno, da se bo naredil krožišče pri Molu, da se bodo tudi uredila komunalna struktura, da se bo uredila, kar se tiče CUDV-ja, tistih bivalnih enot za našim naseljem, pol na Molu, prihaja do neznosnega smradu, ker zdaj to tankajo ven to fekalije in tak naprej. In, a bi lahko dobili kak odgovor, a je letos v planu to ali ni v planu? Mislim, da bi moralo biti v planu. V Kotlah se že fejst vozimo, pri nas pa še kaj? Ne. Hvala. Gospa Šimenc, gospa Ordinek, prosim. Pozdravljeni in hvala za besedo. Malo mogoče se vrnem na proračun, na ta naš ambiciozen proračun in dobro, da smo ga danes sprejeli. Hkrati pa vemo, da smo na ta račun zgubili mogoče kako investicijo, ki je tudi potrebna, ki je sicer ciljno usmerjena na malo manjše število ljudi, ampak vseeno potrebna in obljubljena. No. Moja pobuda se nanaša na to, da na vse to, kar smo zdaj mogoče v tem zadnjem letu govorili, predlagali, da vsaj v letu 2027 ne pozabimo, če že letos ni šlo v proračun. Pa govorili smo o stanovanjih, kar o precejšnjih gradnjah, načrtovanih, pa me zanima, a se je že kaj premaknilo pri blokih v Kotljah, se pravi na tem mestu trenutne zadruge. In pa nas še zanima, a je kaj posebnega v zvezi z Ivrčkim, a ne, pomlad se bliža, je že tule in nas zanima, a se bo kaj letos dogajalo, kaj drugač ali kak davč so tam stvari, no. Hvala. Hvala, gospod Ordinek. Zdaj ni več prijavljenih. Gospa Pešl Šater, prosim. Hvala, zdaj sem se spomnila, jutri je nacionalni dan branja, pa bi v imenu četrtne skupnosti Trg, pa tudi Koroške osrednje knjižnice, vrtcev, šol, občine Ravne, mislim, da tudi Kore, Darja sem še kaj pozabila vrtca, ja, bi vas povabila na javno branje, ki bo na Partizanski cesti ob 12. uri, pa potem pred Tušem na platoju ob 13. uri, tako da kdor ima čast, naj se pridruži. Hvala. Hvala svetnici Metki Pešl Šater. Čas za vabila, torej Maksi Ravne, danes ob 18. v Koroški srednji knjižnici, vabljeni. Dobro, s tem zaključujem 24. redno sejo občinskega sveta, samo zahvaljujem za delo in se vidimo čim prej na prihodnji seji. Hvala.